Danes sadimo endivijo. Tukaj imam prav lepe, kvalitetne sadike. Izbiramo sadike, ki imajo vsaj razvitih 4-5 listov in tukaj je prav taka sadika. Zelo lepo je prekoreninjena. Gre pa v tem primeru za sorto Nataša. Sorta Nataša ima tako lepo rumeno sredico, otroci imajo zelo radi. Sadim pa slovenske sadike, kajti v Sloveniji pridelajo vrtnarje zelo dobre in so tudi preizkušene na domačih vrtovih. No, pri endiviji se držimo načela, da sadimo približno na 30 cm v vrsti, 40 cm med dvema vrstama. Če sadimo nekoliko v trikotnik, je prostor še bolje izkoriščen. Seveda pa pri sajenju pazimo na to, da jo ne sadimo pregloboko. Srček mora biti namreč gledati iz zemlje. To je tista pogosta napaka, ki jo vrtičkarji naredijo. Vidimo, da je tukaj greda bila predhodno zalita dan prej, da se lažje dela, da je zemlja vlažna in ne krade vode sadikom. Izdatno smo pa zalili tudi sadike, tako da dejansko ne ovenijo. Seveda pa pazimo, da ne sadimo prevelikih sadik. Kar se tiče sort, pa imamo različne sorte. To je sorta Nataša, o kateri sem že predhodno govoril. Potem je tukaj sorta Silva, take lepa, zanimiva imena. Sorta Silva je kodrolistna. Potem je pa tukaj še sorta Eros. Eros je tudi zanimiva endivija, taka zeleni barvi. Obstaja pa tudi sorta Sardana, ki je odporna na poletno vročino, ne uhaja v cvet. Za poletno sajenje pa so primerne tudi vse 3 sorte, ki sem jih omenil in jih tudi sadim. Kar se tiče zemlje, vidimo, da je rahla, vlažna. Predhodno smo dodali gnojilo v obliki pelet. To pa zato, ker ta gredica prej ni bila gnojena, na njej je uspevala predhodno rukola, zdaj pa dodamo nekaj gnojila. Seveda pri endiviji pazimo, da tudi ne gnojimo preveč, ne pretiravamo. Če smo gnojili že spomladi s kompostom, potem kakšno dodatno gnojenje v poletnem času ni potrebno. Sadike, ki posadimo, potem tudi izdatno zalijamo. Nikoli ne zalivamo samo okrog rastlin, ampak vedno zalijamo celotno gredo, da je namočena. Še nekaj, kar je pomembno, pa je to, da poskrbimo za zastirko, kajti samo pod zastirko bodo rastline dobro uspevale, se razvijale. Še posebej pa je pomembno zalivanje v začetnem fazi rasti. To je tisto ključno, kajti samo dobro zalita, namakana sadika, ki ima dovolj vode, bo tudi lepo napredovala v rasti in take endivije so navsezadnje tudi bolj slastne, bolj okusne in take imamo najrajše. Pri postavitvi zastirke v začetku poletja gledamo na to, da je ta zastirka dovolj debela, da ni tanka. Lahko postavimo kar na 3-5 cm. Seveda pa je ključno, da jo postavimo tudi okrog sadik, se pravi tam, kjer rastlina najbolj rabi vodo, nikakor pa ne zastiramo listov, tako da pri tem smo še posebno previdni, kajti vidimo, da lahko prikrijemo sadiko in potem sadika naraste in dosežemo kontraefekt. Sadike so različno velike, nekatere večje, nekatere manjše. Delo z zastirko je seveda nekoliko teže delati pri sadikah, ki so nekoliko nižje rasti. Pri teh, ki pa so optimalno visoke, pa vse poteka hitro, enostavno. Običajno imajo tudi razvit boljši koreninski sistem in je manipulacija oziroma delo z njimi vsekakor lažje. Tako da zastirka je v poletnem času nujna, če želite imeti dober pridelek. Vsekakor pa je junij mesec, ko z delom pohitimo, tla so še dovolj vlažna, pridejo še kakšne padavine. Mesec julij pa je že tradicionalno vroč, suh
in do takrat se lahko sadike, ki jih posadimo v juniju, že nekoliko utrdijo, ukoreninijo. Seveda pa vedno skrbimo tudi za redno zalivanje, to je tisto ključno, kar je pravzaprav najbolj pomembno. Endivijo, ki jo sadimo iz sadik, pobiramo približno 50 do 60 dni, to velja seveda za poletni čas, tako da čas pobiranja pa je seveda odvisen od sorte. No, nekaj, kar bi še rad opomnil, je to, da endivijo lahko zaščitimo pred točo, tako kot ostali pridelek. Čez to površino, čez gredo bomo postavili loke, to so pravzaprav posebej fiberglass loki, na katere napnemo mrežo proti toči, in ta mreža proti toči hkrati varuje pridelek pred ujmami. Navsezadnje pa si endivijo, pa tudi kakšno solato lahko privoščijo tudi srne, tako da hkrati ponuja tudi zaščito proti tej nadlogi. No, kar se tiče endivije, kot sem že rekel, sadim slovenske sadike. Pomembno je tudi okopavanje, še posebej tam, kjer so tla gola. Po vsaki poletni nevihti enostavno skrbimo za okopavanje. Okopavamo lahko v medvrstnem prostoru najhitreje z nehajno motiko pepo ali pa ročno frezo mici. Okrog sadik pa seveda je najbolj uporabna rezalna motika Anka. No, kar se tiče teh sadik, mi bomo enostavno poskrbeli za zastirko, tako da če bo kakšen plevel pokukal čez zastirko, pa enostavno ga samo odstranimo. Najlažje pa pridemo zraven kar z rezalno motiko Anko ali pa ga spulimo kar z rokami. Tako, gredica za endivijo je praktično v teku, se že veselimo pridelka. Otroci imajo zelo radi sorto Nataša, jaz pa sorto Silva. Tako da vsi tisti, ki pa želite preprečiti uhajanje v cvet zaradi poletne vročine, sadite tudi sorto Eros in pa Sardana.